če so vprašanje, prosim. Denis Pitkoff, mene zanima, torej, to pomeni, da minister Žerjav ostaja minister in njegovega odstopa ne bo se sprejel. To drži? To sem ravno kar povedal. Mene samo zanima, ali je bilo v tem poročilu zapisano tudi, da je minister Žerjav 4. julija dobil elektronsko sporočilo, v katerem je družba Promat, to je podjetje, ki je lastnik Kafka, ki proizvaja ta omet, zapisala, da je omet nanašan napačno in da obstaja zelo velika verjetnost, da bo omet takoj, ko bo predor prepuščen prometu odpadel. Ali je to v tem poročilu zapisano, vam je to minister povedal? In predvsem, če vam tega ni, ali se vam to zdi dosti naravno, recimo, sprejmete njegov stop, če 4. julija, to je 2 dni potem, ko je prvič odpadel omet, on vedel, da še vedno obstaja nevarnost za predor. Hvala. No, jaz se nisem ukvarjal z ometom neposredno, nisem strokovnjak za to. V poročilu, ki bo tudi javno, ko boste vsi dobili, je navedena kot kronologija teh dogodkov in postopkov, tudi to, da je bil kdo obveščen in iz tega izhaja, do katerega nivoja so prihajale posamične informacije in to tam seže seveda tudi neposredno dogodno. Igor, premier Svet, mene zanima, plače uprave Darsa so vsaj od enega člana više od vaše. Zanima me, če toliko več delajo, kot vi, da si to zaslužijo, in pa kako komentirate sploh te plače, ki so zares visoke? Če bi bila plača predsednika vlade kriterij, potem na ta mesta nikoga ne bi dobili, tako da v zvezi s tem so komentarje več. To izjema se primerjal. Slovenija zdaj uveljavlja plačni sistem v javnem sektorju, ki omogoča realne primerjave znotraj javnega sektorja. Tisto, kar je izven tega, seveda z temi razredi ne more primerjati. In tudi, ko gre za gospodarske družbe, ki so v javni lasti, bo tukaj vedno obstajala nekaj kombinacij, nikoli ne možno uveljaviti isti pravilnik kot za administracijo. Ksenija Koronič, nekako komentirate odstop predsednika Državne revizijske komisije, tudi tukaj nekako ne bi bile povezave za SCP in naslednji komisij? Za teh povezav prvič slišim. Predsednika ne poznam, tudi se danes prej prvič slišal, oziroma sem prebral agencijsko vezanje in ponudil odstop, oziroma da išče svojo poklicno priložnost drugje. V tem času, odkar je on vodil to komisijo, ne vem, da je prihajalo do kakršnekoli zapletov, mislim, da je ta Državna revizijska komisija delala profesionalno. Tudi ne vem, ali je ta odločitev dokončna. Skratka, imam premalo informacij, da bi to resno komentiral. Denis Arkič, vez, gospod Bremi, zanima me, dokdaj lahko javnost pričakuje potem neke dokončne odločitve glede tega šentviškega predora, oziroma kaj lahko javnost pričakuje v prihodnje, kako bo država odreagirala v takih primerih, oziroma imate že verjetno kakšne konkretne predloge, kaj narediti, da do takih šlamparij ne več prihajalo? Torej, ko gre za ravnanja, ki jih je potrebno v prihodnje postaviti spredje, tako da do tega ne več prihaja, so, mislim, da zelo dobro zajete v tem seznamu ukrepov, ki jih mora izvesti Dars oziroma njegova uprava. Rok za izvedbo je 2 tedna. Rok je postavila danes vlada in po 2 tednih bomo videli, ali so stvari na pravi poti. Še zadnje vprašanje, ker čakajo še kolegi ministri. Podrobnosti pa za neurje vprašala, če lahko. Samo radi bi preverila ta 1,5 milijona, ki ga bo stadiček, ki še Karitas dobila, to še dodatnih denar, to se pravi poleg tistih 500 tisoč, ki jih je bilo najprej namenjeno, in pa časovnico, kdaj bo ta denar pravzaprav prišel in na te organizacije in tistih 682 tisoč in v končni fazi nekaj denarja še tudi sanacije za univerzitne železne, ki jih tako naprej. Skratka, te časovnice me zanimajo. No, za prejšnje neurje je vsako od teh krovnih organizacij dobilo po milijon evrov. Ne po milijon evrov, zdaj po vsaka po 1,5 milijona, ker je vseh večji. Ta denar bo porabljen za solidarnostno socialno pomoč. Ta denar se bo delil neposredno, vendar v sodelovanju z občinskimi komisijami
zato, da ne bo prihajalo do podvajanja, ker občinske komisije oziroma komisije, ki jih bo določil župan v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, bodo tudi delile ta sredstva teh skoraj 8 milijonov evrov za pomoč pri sanaciji objektov in tako naprej. Ker pa želimo, da ne prihaja do podvajanja in da je pomoč vseeno hitra, bo tukaj sodelovanje in kombinacija obeh krovnih organizacij in tudi občin. Ta denar bo nakazan takoj v naslednjih dneh in se bo lahko začel takoj uporabljati. Vlada je danes sklenila, da obrne postopek, da slej veljalo, da je potrebno narediti celotno oceno, sešteti za sredstva, kar je pomenilo, da je do izplačil prihajalo šele potem, ko je celotni postopek zaključen. Zdaj bodo tako občine kot obe krovni organizaciji denar dobili takoj in bodo celotno dokumentacijo, ki bo to upravičevala in ki bo tudi omogočila kontrolo in pregled proračunske inšpekcije, dostavili potem, ko bo ta zgraditev zaključena. Pravi, pomoč bo dejansko